Živjo, jaz sem Barbara, Beach Barbara, lastnica firme Volo, ki je lastnica 2 blagovnih znamk, Star Travel in Star Beauty. Kdo sem jaz? Predvsem sem zelo pozitivna oseba, športnica po duši, kolesarka še bolj po duši in zelo sem ponosna, da sem članica SBC. Moram reči, da sem vedno bolj ponosna na to. Lahko bi bila, kar bi hotela, ne? Ampak mene driva in me vleče naprej stvari, ki jih drugi ne morejo doseči. Mene vlečejo naprej stvari, ki so drugačne, mogoče težje, ne vem, če je to dobro ali slabo, ampak to mi da neko novo energijo. In vedno iščem, pač pri meni ni problemov, so zmeraj samo rešitve. In zakaj sem si izbrala podjetništvo? V bistvu jaz sem na začetku delala na KPMG-ju kot revizorka, torej izhajam iz financ. Ko sem tam dosegla vse, kar sem mislila, da je zame dosežek, oziroma ko sem prišla do tam, ko me to več ni izpolnjevalo, me ni drivalo, potem sem pač tam dala odpoved, super plačo, vse sem imela, pozicije, vse, in sem začela z nule. Spoznala sem pač enega gospoda, ki je imel idejo, jaz sem imela denar in sva skupaj naredila agencijo. No, po par letih, zelo uspešno, po nekaj letih sva se pol razšla, pa sem pa začela čisto sama, sem rekla, zdaj pa nič več. In šlo je korak po koraku. Nima strah začeti znova. Padla sem že velikokrat, sem se pobrala, tudi na kolesu padam velikokrat, pa se poberem, pa grem naprej. In zanima me samo eno, sam top. Najtežje je to, ko se ti čustveno na nekaj navežeš. Na prejšnjo firmo, jaz sem bila, to je bil moj baby, moj otrok, jaz sem se čustveno navezala na to in najtežje je bilo to prodati, dati naprej in sem niti ne toliko začeti znova, kakor pustiti eno stvar, ki ti je cool, pa reči, ok, ta vrata so se zdaj odprla, ok, imamo novo okno, tlele odprto, gremo hitro čez. V bistvu najtežje je bil ta. Zdaj pobrati se na začetku, saj ne veš. Mi recimo v turizmu smo prišli tudi je bil COVID par let nazaj, saj nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Nam se je v bistvu sesula firma v roku enega tedna. Iz, ne vem, 3,5 milijonov prihodkov smo prišli na 0 v roku 14 dni. Lahko bi si takrat, ne vem, kaj naredila, rezala žile, ne vem. Ampak pač jaz sem vikend mal je bil čuden, tisti 13. marca, kdaj so nas zaprli. Potem pa poiščeš novo rešitev in to je to. Največja zmaga je, ko pridem čez eno črto, ko sem si jo zadala in sem dobre volje. In največja zmaga recimo v firmi je to, ko jaz zmeraj tako gledam, ne sam jaz, ampak moj tim. Jaz sama ne bi prišla do tega, do kam smo prišli, če nimam ljudi okrog sebe. In meni je najbolj pomembno, da imamo vsi, jaz ne rabim imeti milijonov, druge pa nič. To me ne zanima. V bistvu me materialne stvari niti ne zanimajo toliko. Mene zanima to, da so vsi zadovoljni, da pridejo v službo, da komi čakajo, da pridejo v službo, da se imamo fun, ker v službi preživimo res ogromen časa. In zame je največja zmaga to dobra, pozitivna energija. Ponosna sem na to, da sem v bistvu za nič. Meni so starši sicer omogočili šolanje, omogočili so mi vpogled na to, ko sta imela oba dva majhne firmce, kaj pomeni delati. Včasih, ko je bilo to še malo drugače, ko so ponavadi velika večina ljudi delala od 7 do 3, pri nas tega ni bilo, pri nas se je delalo. In v bistvu najbolj sem ponosna na to, da sem to, kar sem naredila z nič. Ne, oziroma, tako, zdaj sem rekla v ednini, ampak kar smo naredili z nič. Jaz imam veliko različnih pogledov, vizij, včasih preveč, ampak pol se sama sebe rečem, ok, zdaj bomo to speljali, potem bomo pa naslednjo vizijo oziroma naslednji projekt speljali, ne kar bezletno vse konce in kraje, tako da sem kar z nogami, kar ok na tleh, ampak ja, najbolj je to, da v bistvu to, kar je prišlo
zaradi moje vztrajnosti, vizije, ideje in tima ljudi, ki je okrog mene. Sam včasih vdihni mal, pa ne vse na prvo žogo. To sem se zdaj naučila. Zelo velikokrat, pač jaz sem človek, ki je treba vse takoj, ne jutri, zaradi tega, ker jaz ne maram sestankov, ne maram tega. Jaz se zmenim vse v 2 minutah, ne rabim tega vse pisati, pa ne vem, pa debatirati, pa tega, ampak včasih je pač treba. In to je edini nasvet, ki bi si ga dala, vdihni pa ju razmisli, pa jutri naredi korak. To je edini nasvet. Drugače pa bi šla celo to pot še enkrat, ker vsaka stvar ti nekaj da. In za vsake stvari se neki človek nauči. Ni važno, ali je negativna ali pozitivna. Tudi ko sem padla, sem se iz tistega največ naučila. In potem pač greš naprej. Sej tudi zdaj naredim kakšno napako, pa jo tudi še bom naredila napako. Ampak pač z napak se učimo. In vsak človek, ki dela, vsak naredi napako. Unika je prav, da ne, to ne obstaja.